Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o človekovih pravicah. Z mano je namreč soavtorica knjige Politike človekovih pravic. Prihaja z Univerze na Primorskem, natančneje z Fakultete za menedžment. Z mano je redna profesorica, doktorica Simona Kustec. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Vsekakor se mi zdi, da so človekove pravice nekaj, o čemer je vredno spregovoriti. Sami ste se jih lotili zelo pozorno. Lotili ste se pa recimo tudi tega, kako so se človekove pravice skozi čas spreminjale. Je bilo tega veliko? Kako drugačne so bile človekove pravice nekoč in kaj pravzaprav so človekove pravice danes? Ja, človekove pravice so danes pravzaprav ena od osrednjih tematik, besed, žal tudi floskul. Ali pa orožij za obračunavanje, kadar je potrebno. Ni bilo temu tako ves čas. Človekove pravice so pravzaprav, bom rekla, rastejo z razvojem družbe, z razvojem civilizacij. So produkt, so rezultat pravzaprav tega razvoja. In ravno zaradi tega je bilo zelo pomembno obema z mojim soavtorjem tudi te knjige, da ta prikaz skozi zgodovinski moment tudi izpostaviva. In preden ga mogoče na kratko povzamem, bi želela samo še besedo nameniti pokojnemu soavtorju te knjige, mojemu cenjenemu kolegu, pravniku, profesorju dr. Dragu Zajcu. Z njim sva pravzaprav to sodelovanje prav na tej tematiki začela skupaj, on takrat na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani kot nosilec predmeta politike človekovih pravic, jaz pa potem tista, ki je ta predmet prevzela. In ker se je zadeva tudi že takrat v tistem času, to je bilo obdobje res tistih prvih let slovenske demokracije, tudi na področju človekovih pravic pri nas izjemno spreminjalo. S tem pa tudi povezane interpretacije, dojemanja človekovih pravic, sem sama na eni točki predlagala Dragu, da mislim, da je čas, da zapiševa v neko znanstveno obliko to, kaj so dejstva o človekovih pravicah. Zato, da se pravzaprav tisti, ki se želijo res tovrstno z razumom, znanjem poglobiti v vsebine človekovih pravic, da bodo to na ta način razumeli. In tako v resnici je začela nastajati ta knjiga in to je v tej knjigi. V tej knjigi ne boste našli nobenih ideoloških interpretacij ali pa, bom rekla, tovrstno usmerjenih pogledov na karkoli. Zgolj samo faktografsko nizanje tega, kako se je skozi čas, skozi razvoj potem tudi filozofske misli, pravni razvoj in v resnici tudi skozi aktualna dogajanja v politiki, ki so vsa vplivala na to, kako politike človekovih pravic dojemamo v nekem obdobju, kako se je to pravzaprav dogajalo. To je vsebina v tej knjigi. In kot rečeno, z Dragom sva to pripravljala zelo poglobljeno dolga leta. Ko sem potegnila črto potem nad tem, ko je knjiga izšla, mislim, da lahko rečem 10 let. In ta končna pika na i je bila podaljšana zaradi mene in zaradi tudi te moje izkušnje, ki sem jo imela takrat tudi priložnost in odgovornost peljati v realnem življenju, skozi politično odločanje, kot ministrica za izobraževanje, znanost in šport v času covida, ki je bilo obdobje izrazitih omejitev. In je bilo obdobje, vsaj v tistem prvem delu te epidemije, obdobje odgovornega boja za ohranjanje življenj. In kot rečeno, po tej neposredni izkušnji so določeni premisleki, čutila sem, da so določeni premisleki še enkrat potrebni, preden je knjiga šla dokončno v tisk. No in prav v tem procesu se je zgodila potem tudi ta tragedija s soavtorjem, ki je šel na eno, moram reči, bolj kot ne operativno operacijo širjenja vratnih žil in se z te operacije žal ni vrnil. Tudi na tej točki lahko povem, da je celoten ta
dogodek, to, kar se je dogajalo v zvezi s to operacijo, pustil še kar nekaj odprtih vprašanj, nepojasnenih odgovorov tudi njegovim svojcem, njegovi družini, kaj se je v resnici tam zadaj dogajalo. Tako da na nek način simbolno in hkrati, lahko rečem celo ironično, je Drago v resnici dokončal tudi svoje življenje z odprtimi vprašanji, povezanimi prav s tem, o čemer sva skupaj pisala in o čemer bomo tudi danes kakšno besedo rekli. Ja, res sta naredila konkretno delo. Zdaj, ko ste ravno že omenili COVID, to je bila res posebna situacija. Takrat se je veliko govorilo o omejevanju človekovih pravic. Ampak kaj torej bi lahko rekli, da vseeno pač je ta zdravstvena nevarnost je bila toliko močnejša, se pravi, tudi človekove pravice same niso tako utrjene, da se v določenih izrednih situacijah ne morejo prilagajati. Prej ste me vprašali, a so človekove pravice tukaj odvedno? Da in ne je moj odgovor. Zakaj? V začetku teh na razumu utemeljenih civilizacij, torej govorim predvsem o starogrški civilizaciji in še pred njo že starokitajski civilizaciji. Danes bi lahko rekli, ja, takrat so se že pojavljale vsebine tega, kar danes imenujemo človekove pravice. Ampak v tedanji civilizacijski tudi kulturi, razmerah v družbi, ni bilo še izraza človekove pravice, niti ni bilo izraza pravice. Takrat je to, kar mi danes nekako v kalup človekovih pravic postavljamo kot pravno in ustavno zavedene vsebine, takrat se je to poimenovalo z izrazom vrline. In tiste vrline so bile vrline povezane s spoštovanjem, z dobroto, recimo v stari Grčiji, dobro življenje je bila najvišja možna vrlina, s harmonijo, recimo v stari kitajski civilizaciji. In iz tega ven potem ostale vrline, ki so bile povezane recimo s poštenjem, z dobronamernostjo, tudi z odrekanjem, s ponižnostjo. Skratka, nekaj, kar smo mi potem skozi čas danes predefinirali, dodelali in pravno, predvsem pravno opredelili s tem izrazom človekove pravice. Sam izraz človekove pravice v resnici se je pojavil prvič, takrat, ko je bila leta 1948 po koncu druge svetovne vojne sprejeta skupna deklaracija Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah. Takrat se prvič pravzaprav ta izraz pojavi na takšen način in se pojavi z razumevanjem tega, da so vse te vsebine, ki so notri navedene, univerzalne, kar pomeni, da veljajo za cel svet, da so dogovorne in da jim bomo vsi sledili kot neke vrste pravni normi. Zelo pomembno je pa to obdobje še vmes. Namreč, kdaj so se pa dejansko začele pravzaprav razvijati in zakaj predvsem človekove pravice na ta način, kot jih imamo zdaj definirane pravno. To je bilo obdobje nekje v, reciva temu, med prehodom med starim pa srednjim obdobjem srednjega veka. Namreč, takrat so ljudje že opazovali in bili tudi, bom rekla, neposredno žrtve pretiranega nasilja tedanjih avtoritet nad njihovim življenjem. In v tistem obdobju so se pravzaprav prvič začele pojavljati težnje in pa tudi pozivi k temu, da je potrebno ljudi zaščititi pred pretirano močjo oziroma celo pred popolno avtoriteto vsakokratne oblasti. In takrat so se razvile tako imenovane, danes to imenujemo negativne človekove pravice. Kaj to pomeni? Negativne človekove pravice, to pomeni, so vse tiste pravice, ki omejujejo vsakokratno oblast, da bo nekontrolirano oziroma mimo dogovorjenih pravil izvajala kakršnekoli posege v družbo, do svojih ljudi in pa tudi med seboj.
Ne? To je bil pa drugi moment. Moment, ki je počasi, ne? Potem stoletja dolgo razvijal tudi to potrebo potem, da mora biti tudi oblast razdeljena. Da ne moramo imeti samo enega, ne, ki je oblastnik, ampak da mora biti razdeljena na to, kar danes rečemo zakonodajna, izvršna, sodna veja oblasti. Ne. In v tem smislu, kot rečeno, ne, je prva skrb, ne, ki je bila na začetku 350 in še več let pred našim štetjem, skrb za vrline, za zaščito posameznika, njegove integritete, njegovega življenja še predtem, ne, se je potem najprej razvijala skozi to skrb, kako zamejevati vsakokratno oblast, da bo posegala v življenje posameznika. Ne. In potem končala v to, kar imamo danes, kjer imamo pa pravzaprav mešanico tako imenovanih tovrstnih negativnih pravic, se pravi pravic, ki omejujejo državo pred pretiranim posegom v življenja, ne? In tako imenovanih pozitivnih pravic, ki so pa prav rezultat v resnici tega povojnega obdobja in so pa pravice, kjer se pa pričakuje, da bo država pravzaprav nekaj dobrega, pozitivnega naredila za svoje ljudi, da bodo še bolje živeli. Ne? So pa pravice, kot je recimo pravica, da imamo zdravstveno varstvo, da imamo socialno varstvo, da imamo izobraževalni proces zagotovljen in tako naprej. Skratka, tukaj je ta prepleta. Ne? In ko se je zgodil COVID, ne? Kaj se nam je zgodilo? Zgodila se je situacija, kjer je bila prva odgovornost države ta, da naredi vse za to, da ohranja življenja. In je to nadvladovalo, pravzaprav moralo je nadvladati nad vsem ostalim. Ne? In tam se je potem tudi aktiviralo to, kar se v teoriji običajno tudi razlikuje med tem, ko mi govorimo o tako imenovanih nedeljivih pravicah in pa deljivih pravicah. Ne? In nedeljive pravice so tiste pravice, ki ne glede na to, kaj se zgodi, so tukaj vedno. To je pravica do življenja. Potem pravica vsakega posameznika pred vsemi procesi povezanimi s kazenskimi postopki, ki jih vršijo organi nadzora. Ne? Spet se spomnite negativnih pravic, ne? Kako zamejuješ državo, da ni, tudi če je vojna, tudi če je ne vem kaj, ta pravica je tukaj vedno. In ta niz teh pravic, ne? Ki so se pojavile mimogrede prvič v enem dokumentu iz leta 1600 pa še nekaj, kot habeas corpus akt. Ne? Se pravi, dokument, akt, ki je ščitil posameznikovo telo, njegovo nedotakljivost. Ne? In tretji sklop pravic, ki so nedotakljive, je pravica svobode vesti. Ne pa svobode kar tako. Ne? Vse ostale pravice v takšnih situacijah, ne, kjer imamo tako imenovane izredne razmere ali pa naravne katastrofe, vse ostale pravice so lahko deljive oziroma morajo takrat počakati, ker je treba vedno slediti tem prvim. Ne? In tule smo imeli takšno situacijo. Dokler nismo vzpostavili sistema, dokler nismo razumeli, kaj se dogaja, dokler nismo pravzaprav imeli kontrolo nad tem, da smo videli, na kakšen način se da življenja obraniti, ohraniti, ne? Je bilo treba zagotavljati to pravico. Oziroma tisto, kar bi že stari Grki, stari Kitajci rekli, tisto prvo temeljno vrlino. Ne? Če ni življenja, ni ničesar. Ne? In seveda potem je pa tako bilo. Absolutno tisto prvo obdobje, mislim, da tudi zaradi strahu, zaradi res vseh neznank, je bilo to razumevanje, bi rekla, v zelo veliki skupini ljudi razumljeno kot nekaj, kar je resno. Ne? V resnici se je čutil to vrsten strah. Potem, ko se je pa počasi pokazalo, pa se lahko tako, pa se da tako, ne? Pa se ne? Kljub temu, da so še vedno bile preštevilne smrtne žrtve. Ne? Takrat so se pa potem stvari začele nekako, bom rekla, potem interpretirati zelo pogosto tudi z vidika teh tako imenovanih deljivih pravic, oziroma te druge skupine pravic, kjer se je pa že začelo gledati predvsem na te pravice
moje svobode do gibanja, ne, moje. Skratka, se je pa že ta individualni del, se pravi ta paket individualnih pravic poskušal nadvladati tem skupnim kolektivnim pravicam, ne, v skrbi za življenje. Tako da tukaj smo imeli v resnici ta konflikt. Ne. In tudi sama se spomnim, ko smo morali na začetku nekako tudi za različne sodne organe pojasnjevati, ne, te svoje odločitve kot država, kot ta del, ki se je o tem odločal, smo vedno izhajali v resnici iz tega temeljnega pojasnila, tega temeljnega argumenta. Ne. Kako trdne pa pravzaprav so človekove pravice? Ker recimo ravno zdaj, ko tudi vseevropska akcija obstaja My Voice, My Choice, se pravi za to, da bi bil splav dostopen v vseh državah v Evropi, se nekateri sprašujejo tudi, ker to je vprašanje, ki dostikrat pride na plan. Pri nas je to vpisano v ustavo oziroma že od časa Jugoslavije in potem tudi v Sloveniji. Ampak potem imamo tukaj po eni strani zagovornike pravice do življenja in na drugi strani pravzaprav zagovornike pravice do nedotakljivosti oziroma do odločanja o lastnem telesu. Glede na to, da je to že zapisano, kako možno je, da se kaj takega izbriše? Je to res tako krhko ali kaj pravzaprav zahteva nek proces, da nekaj sploh postane zapisano kot človekova pravica oziroma da preneha biti na tem seznamu? Ja, v bistvu vsebina človekovih pravic je vedno rezultat tega, kaj se dogaja v družbi. In zato tudi takšen naslov te knjige, kaj potem na koncu politično prevlada kot tisto, kar je večinsko. In nesporno, pogledajte, vsebine človekovih pravic se širijo. Ampak na koncu jih pa še vedno lahko v resnici v 3 temeljne kalupe umestiš. In je tudi prav, da jih poskušamo na ta način, zaradi tega, da razumemo, kako in zakaj smo nekje pri določenih pravicah ali pa pri določenih vprašanjih, kjer smo. Ne. Se pravi, eno smo rekli, so tiste temeljne pravice, ne, te, ki so nedotakljive, in ostale, ki so deljive. Potem ta druga zgodba, pozitivne, negativne, tako da vedno vemo. Ne. Recimo, tukaj je že temeljno vprašanje, ne, ta pravica, ki ste jo omenili. Ne. Zdaj, če bo država prepovedala prezgodnjo rojstvo otrok, je to prepoved države, ne? Se pravi, tam, kjer ti napišeš, nikjer ne boste imeli ne v ustavi, ne v zakonu neposredno napisano, da je dovoljen ali pa prepovedan splav, nikjer. Ne? Vedno boste imeli to v formulaciji z organiziranjem družinskega življenja, načrtovanjem skratka v tem smislu, ne, tako rekla mehko. Ne. Ampak ta formulacija, ki jo imate tudi v slovenski ustavi, je na ta način, ne, ni neposredno to napisano tako. Ne. Ampak hočem reči, ta formulacija, pravzaprav, ko jo prevedete, je formulacija pozitivne pravice. Ne. Odgovornost, skrb, zavedanje države za neko uravnoteženo socialno, omogočanje socialne politike, socialnega družbenega razvoja. Se pravi, tukaj pa pozitivna pravica. Ne? Tam, kjer jo imate prepovedano, jo lahko v bistvu popredalčkate nekam drugam oziroma pojasnjujete to na drugačen način kot tam, kjer je dovoljena. Ne? Zdaj, civilizacija človeška je narejena na ta način, da želi iti naprej, v napredek. Ne? In praviloma je to spet odraz tudi pri vsebinah človekovih pravic. Ne? Vedno bolj so odraz tega, tudi pričakovanja vseh tistih, ki so odgovorni za, ali pa so odgovorni za napredek ljudi, da pomagajo. Ne? Vendar pa imajo tudi oni neke svoje meje, neke svoje temelje, zakaj so tukaj, s kakšnimi pričakovanji, ki jih ne smejo presegati. Ne, in o katerih morajo predvsem tudi sami premisliti. Tako da, direktno na vaše vprašanje, mislim, da tukaj le ni neke tovrstne skrbi. Ne. Bolj se mi zdi, da smo tule zdaj pred nekim novim izzivom, ki je povezan predvsem z tem, kar se nam razvojno ta trenutek dogaja, s tem aktualnim inovacijskim, bi lahko rekla, valom,
ki je povezan z razvojem umetne inteligence, ki je povezan z dejstvom, da pravzaprav smo se mi sami pri zdravi, očitno pameti, zavestno odločili kot ljudje, kot človeštvo, da bomo vzpostavili sisteme, ki bodo razmišljali namesto nas. Veste, če pa se to odločiš, pa pomeni, da se odločiš, da bo nekdo tudi na nek način se odločil o tem, kako boš ti živel. In smo spet pri tem temeljnem vprašanju življenja. Tako da jaz osebno tule vidim pravzaprav vprašanje, kaj se bo dogajalo. In dilemo, nesporno dilemo, ali nam lahko dosedanji pogledi, opredelitve, odnosi do človekovih pravic pri tem pomagajo. Mislim, da ne. Mislim, da ne. In da bo to zdaj tukaj res eno obdobje, ki bo pomenilo in bo moralo pomeniti tudi en bistven preskok in korak naprej, novo poglavje tudi pri tem, kaj se bo dogajalo z konceptom, z dojemanjem tega, kaj so človekove pravice. To z roko v roki ob izjemno tragičnem, civilizacijsko tragičnem dejstvu, da splošna deklaracija človekovih pravic, ki je bila sprejeta po drugi svetovni vojni, prvenstveno z namenom, da se kaj takšnega ne bo več zgodilo, oziroma če bi se slučajno zgodilo, da imamo zdaj pa tukaj le mehanizme, kako bomo to v hipu lahko preprečili in postavili stvari na svoje mesto, ta deklaracija danes v praksi žal vidimo ne funkcionira. Kljub temu, da imamo sodišče prav za človekove pravice. Tako. Kljub temu, da imamo napisano, sprejeto strani večine držav, 90% vseh, plus 90+ odstotkov vseh držav na svetu podpisano to zavezo. Kjer je prva pravica, ali karkoli želite, zaščita in odgovornost države, skrb za zaščito življenja. Te države to z vojno neposredno kršijo. In kot vidite, ne samo, da je to recimo neposredno med vojnami, tudi potem, ko se na diplomatski ravni dobivajo predstavniki držav, imajo različne interpretacije. In tukaj je zgodba. Tukaj je vprašanje tega, ali je v resnici pravzaprav ta pravna definicija človekovih pravic, ki jo živimo v času od druge svetovne vojne dalje, vključno še s aktualnim obdobjem, ali je preprosto samo še odraz ene politizacije človekovih pravic. Veste, nečesa, kar pravzaprav bi lahko rekli neke vrste kot en pesek v oči. Nečesa, kar lahko je lepa fasada, pa še to ni več. Ja, se zdaj pravzaprav se zdi, da se bomo tudi na referendumu konkretno odločali o tem, koliko sami sebi dopuščamo pravic, se bojo samo posvetovalni, ampak ravno ko govorimo o zaščiti življenja, se nekateri pri vprašanju o možnosti prostovoljnega končanja življenja ravno glede tega sprašujejo. Torej, ali je to kršenje zaščite življenja? Se spomnite, ko sem vam prej rekla, tiste nedeljive pravice, Poleg tega, da pač država ne sme iti pri kazenskih postopkih, pa sodnih, pa tako. Dve zgodbi še. Pravica do življenja, pa pravica do svobode vesti. To dvoje se bo tukaj zdaj res na tem primeru, predvsem pri evtanaziji, absolutno. Vsaj posredno, po mojem mnenju, tudi pri vprašanju do uporabe marihuane. Tule, za mene osebno to drugo vprašanje je v resnici vprašanje, kjer bi morali slišati in poslušati tudi stroko. Pogledati, kakšni so v resnici raziskani učinki tega, kar naj bi dovoljevali ali pa ne bi dovoljevali. Ampak v obeh primerih je pa ena druga zgodba še zelo pomembna. En drug del, ki je tudi povezan z vsebino človekovih pravic. Če bomo to oboje uzakonili, kaj pomeni, ko ti enkrat nekaj uzakoniš? Postaviš pravila igre, postaviš meje, kaj se sme in kaj ne, in s tem tudi avtomatsko poveš, da boš to nadziral. In če bo šlo to ven iz teh meja, boš ti za to v resnici lahko tudi kazensko odgovarjal.
Ne? Tako da hočem reči, je tako, ne vem, zakaj se ne morem v tem aktualnem obdobju na našem primeru znebiti občutka, da delamo tako neki takega, kar je tako trendi, fino, ne, zdaj tako moderno. Ne. Pa imamo zdaj tudi to politično moč, da bomo pač tole, kaj je tako fajn, pa tako, ne, da bomo to šli preverjati. To so resne zadeve. Ne. To je v bistvu temeljno preizpraševanje lastnega odnosa in s tem, z referendumom na takšna vprašanja tudi odnosa neke države, nekega naroda do tega, kako dojema življenje ljudi. Ali bi lahko mogoče primerjali današnjo stanje, kako danes razumemo človekove pravice, s stanjem, za katerega ste zapisali, se pravi z prejšnjim sistemom socializma, za katerega ste zapisali, da je zelo vplival na naše razumevanje človekovih pravic. Se pravi, zanima me, ali je bilo to pomembno samo za nas ali mogoče tudi za druge države, ki so imele takšno ureditev, konkretno za nekdanje države Sovjetske zveze, ki je vseeno imela to malce na drugačen način, in kako je to recimo različno od tega danes, ker ne nazadnje 30 let nazaj se je komaj končalo to obdobje. Leta v totalitarnih sistemih, to so bili sistemi po načinu politične ureditve in pa tudi samega vodenja, v katerih smo živeli mi, te sistemi, države bivše Sovjetske zveze, ki ste jih omenili, pa tudi številni drugi še, cel ta vzhodni, srednji teritorij Evrope, recimo, ki nam je najbližje, da ne govorim potem še o tudi kakšnih sistemih, kjer imate še recimo Severna Koreja, še vedno eklatanten tak primer, še vedno zdaj. To so bili sistemi, ki so funkcionirali na način, da je bila svoboda vesti enoumna. Se pravi, tisto, kar ti je oblast rekla, da razmišljaj, da je prav, tisto je bila vest in je bil ne? Če pa si delal drugače, se ti pa zgodilo kaj? Je bilo pa avtomatsko dano državi pooblastilo, država si ga je sama vzela zato, da ti je lahko v skrajni fazi vzela življenje. A vidite, zato v bistvu v tistem obdobju ne moramo govoriti o človekovih pravicah, ker temeljne človekove pravice niso bile. Niso obstajale in niso bile strani držav zagotovljene in se niso izvajale. In o tem pričajo številni, ampak res številni pravzaprav zgodovinski primeri, kako se je to dogajalo. Ljudje so se izseljevali, ljudi so v času že po vojni pobijali. To so dejstva. In ko smo se z Dragom o tem pogovarjala, on je kljub vsemu živel en drug čas. On je bil, bom rekla, najbolj aktiven v tem času socializma, tudi to vrstno pravzaprav vzgojena. Imeli smo v nekdanji državi v ustavi zavedene človekove pravice. Ne bom šla toliko daleč, da bom rekla skoraj podobno, kot imamo danes mednarodno deklaracijo. Hočem reči, to je bila črka na papirju. Praksa je bila nekaj čisto drugega. In mi, če jih želimo danes ohraniti, takšne, kot jih imamo, v tako imenovanem sistemu demokracije, pluralnosti, kjer naj bodo zagotovljene te temeljne pravice, in tudi skrb države, da bo skrbela za njih, da jih bo spodbujala, branila, potem moramo veliko delati tudi na sebi. Z dejstvi, z dejanji. Tudi, veste, včasih, če nam kaj ni prav, se je treba vedno znova vračati k temu, zakaj smo tukaj in zakaj moramo določene poteze potegniti. In kot rečeno, v tistem obdobju tega ni bilo tako in praktično, če si že hotel govoriti o človekovih pravicah, je bilo to tako majčkeno, rekla, ni bilo primerno. Evo, v nobenem primeru ni bilo primerno. No in ko sva se z Dragom o tem pogovarjali, on rekel, pa dajva vsem pogledati, kaj je bilo pa v ustavi napisano, pa tako, vsem takrat, pa tako. Pa sem rekla, sej ne bomo odkrili nobene tople vode. Vse te pravice, ki so tudi danes v demokraciji, so bile zapisane, ampak problem bi bil v tem, ker midva imava milijon dokazov, ko so ljudje v resnici
še v najboljšem primeru imeli ogrožena življenja ali pa so se borili za življenja, številni so jih pa izgubili zaradi tega, ker se tega ni držalo. Tako da tukaj je bil potem nekako, Drago, bom rekla, bolj modro spravljiv, pa je rekel, no, v redu, je rekel, pol pa ne bova imela tega poglavja notri. Ker roko na srce, tudi jaz sem njemu že takrat rekla, veš, Drago, če greva v to smer, potem se pač jaz ne morem več podpisati pod to knjigo. In nekako potem, sva res pustila ta nesporen faktografski del v knjigi in to je tudi edini namen pravzaprav tega, zakaj se mi zdi, da jo potrebujemo točno takšno, kot je sedaj. Sicer pa, torej, nekoč so bile zapisane, pa so se jih očitno toliko držali kot danes. Danes velikokrat slišimo od ljudi, da jim je kršena pravica do svobode govora. Kljub temu, da včasih to nekateri interpretirajo, češ, saj lahko tudi lažem, saj lahko tudi ogovarjam, obrekujem. Kje se torej pravice končajo? Si jih lahko interpretiramo vsak po svoje? Pravice so se absolutno povsem individualizirale. Vsak vidi samo še sebe, svojo pravico, svoj interes, svoje želje, svoje motive. Ampak tako ne prideš daleč. Če pogledamo recimo prej skozi zorni kot vojne, ki smo se ga tudi že dotaknili, ko na tak način začne ena močna država gledati, ki je vojaško dobro oborožena, pa bo svoj interes forsirala naprej, se bo zgodila vojna. Skratka, ko ti greš tako egoistično samo skozi svojo prizmo, je samo vprašanje trenutka, kdaj bo to pripeljalo do situacije, v kateri vsi vključeni, vključno s teboj, na koncu izgubijo. In to ni nekaj, kar bi bil tudi odraz enega napredka civilizacije. In poleg tega na tej točki, točno pri tem vašem vprašanju, običajno odpiram še en vidik, o katerem se govori absolutno premalo. In tudi verjamem, da če bi se o njem govorilo več in se ga tudi bolj živelo, bi imeli tudi manj tovrstnih dilem, pa tudi tovrstnih vzorcev obnašanja. To je vprašanje odgovornosti. Če imam pravico, imam tudi odgovornost. Vsaka pravica je tudi potem naprej na način, kako se obnašam do nje, kako jo uporabljam, odraz tudi mojih vrednot, normalno, to vrednota že neke vrste, bomo rekli, kot predpogoj pravice, in v tej povezavi tudi odnos moje etike in moje morale. Kje so razlike? Ko govorimo o etiki, govorimo o tem, da to, kar počnem z zavedanjem, da je nekaj prav ali nekaj narobe. Se pravi, ko grem z pretiranim pričakovanjem za neko svojo lastno pravico, logično, moja etika taka, da vem, da je nekaj prav, za mene. Ali je pa to prav za celotno družbo? In ali ta moj prav pomeni en korak naprej v dobrobiti celotne družbe, je pa vprašanje morale. Gre torej za isto vprašanje, tudi naprimer zdaj se je spet razbohotilo govorjenje po Evroviziji, se torej nekateri počutijo ogroženi zaradi tega, ker je mogoče dala malo več osvetlitve na verjetno družbene skupine, s katerimi nimajo toliko stika, se pravi, govorimo o transspolih, o nebinarnosti in podobno, in se ravno ljudje, za katere bi rekli, da imajo največ pravic v tem smislu, ki niso toliko stigmatizirani, ki so del neke večine, se pravzaprav ukvarjajo s tem, da bi si torej ljudje, ki so del manjšine, želeli imeti priznane določene pravice. Se pravi, tisti, ki niso diskriminirani, so glasnejši bili v tem primeru od tistih, ki so diskriminirani. Kako pa v
tem gre torej za isto vprašanje, o katerem ste zdaj govorili. Ja, na nek način pravzaprav je ogledalo točno tega, kar se nam zdaj le dogaja, ne, generalno v družbi. Ne. Včasih se zgražamo in rečemo, joj, kam gre naša družba. Ne. Tako pa mislimo na, ne vem, ali lokalno okolje, ali državo, ali tako, ampak v resnici pa pravzaprav je večinski ta, bom rekla, zahodno-civilizacijski del. Ogledalo točno tega, kar se nam je zdaj na tem primeru Evrovizije kazalo. Bom rekla, na nek način celo ena taka schizofrena situacija. Veste, po eni strani imate te družbene skupine, ne, ki ste jih omenjali, ki želijo svoje posebne pravice, drugačne pravice. Ne. Ampak ko jih prevedete na pravice običajnih, ali pa bom rekla, teh klasičnih družbenih skupin, ne, pa enega ali drugega spola, v čem so drugačne? Ne? Kaj je tisto, kar bi zdaj bilo potrebno širiti kot neko novo pravico, če gre v vseh primerih za ljudi? Ne? In za enakost v pravici do zagotavljanja življenja in vseh ostalih pač priložnostih, ne, ki jih imamo v življenju. Skratka, hočem kaj reči, da se lahko zgodijo tudi situacije, kjer pravice neke tako imenovane pozitivne diskriminacije, ne, se pravi tega, da bo nekdo imel več pravic kot drugi, pozabljajo na pravice večine. Oziroma prej sprašujejo potem, ne, kje so pa zdaj tukaj razlike, ne, med pravico večine pa pravico manjšine. Ne? Ker recimo včasih, kje smo imeli tradicionalen primer pravic manjšine? Ne? Ravno na tem našem območju tukaj, obmejnem in pa območju narodnih manjšin. Ne? To je recimo neka tako imenovana posebna pravica. Ne? Zaradi tega, ker ti ceniš, spoštuješ zgodovino, civilizacijski, narodni moment, ki se je dogajal na tem območju, kljub temu, da je potem politična zgodovina naredila nekaj drugačnega, imaš ti ta civilizacijsko odgovornost, da posebno skrb daješ tem skupinam, ne? Ki so bile potem zaradi nekih odločitev ne po njihovi volji, političnih, pragmatičnih, bi lahko bile dane na stran, ne? Pa jih potem ohranjaš. In zdaj, ko se pogovarjamo pa o teh aktualnih vprašanjih, recimo več spolnosti, ne? Se pravi nekaj, kar izstopa ven iz biološkega dejstva, ne? Da imamo lahko samo dva spola, ne? Ob rojstvu. Ne? Ja, to ni čisto res. Da, ali pa recimo imamo seveda neke promile tudi, tudi promile, kjer imamo takšno. Ampak recimo 3. Ne? Se sprašuješ pravzaprav, tukaj ne gre več za tako imenovano naravno biološko, ampak gre za neko družbeno situacijo, družbene razmere. Ne? In tule bo definitivno vprašanje, na kakšen način pravzaprav in kakšen tip pravic v resnici te skupine potrebujejo in so drugačne in jih je potrebno dodatno zaščititi v primerjavi z vsemi pravicami, ki jih že imamo ljudje. Ne? Skratka, to vrstno je treba te zadeve pogledati. Tako kot recimo je bilo v enem obdobju, pa je še vedno tudi aktualno to vprašanje, recimo pravice do sklepanja zakonskih zvez. Kjer mislim, da smo naredili en pomemben premik naprej v tem smislu. Ne? Če se imata dva človeka, veste, rada do točke, da se želita poročiti, ne? Mislim, kdo ima brani, če je to po njuni volji, brez kakršnih koli pritiskov in tako naprej. Zakaj ne? Nekaj, kar je povsem civilizacijsko v redu. Spoštuješ to. Ko gre pa za kakšna tovrstna vprašanja, je pa, kot rečeno, je pa treba spet narediti premislek. Včasih, veste, ne samo z vidika tega, da gledaš striktno na vsakega
posameznika kot posameznika, ampak da pogledaš, kaj to pravzaprav zdaj v tem širšem družbeno-civilizacijskem razvoju pomeni naprej. Ne? Zdaj, kako pa je bilo recimo skozi zgodovino s kršenjem človekovih pravic? Kršenja je bilo zagotovo veliko, ampak kako pa je recimo s sankcioniranjem kršenja človekovih pravic? Zdaj, v primeru vojn očitno nam ne uspeva najbolje, ampak ali je sploh obstajalo, ker glede na to, da je zapisano v ustavi, bi si predstavljali, da lahko nek zakonodajni oziroma izvrševalni organ torej tudi sankcionira to kršenje. Pa je do tega res prišlo? Ja, pravzaprav vsaka kršitev tega, kar bi danes rekli človekovih pravic, je rezultirala v rasti človekovih pravic in potrebi potem, da se jih opredeli, da se jih definira. Upirali so se, sem rekla že takrat, srednji vek, predvsem. Ljudje so rekli, tole več ne gre na ta način, vsi smo ljudje. Ok, razumemo, da imamo določeno skupino, ki vodi in določeno skupino, ki sledi, ampak in potem se je razvijalo, recimo v tistem obdobju, dejstvo, kdo je zdaj lastnik ozemlja, na katerem smo in ki ga vodi avtoriteta. Pa je počasi prišlo potem v času razsvetljenstva do tega spoznanja, saj smo vsi mi ljudje, smo lastniki, pravzaprav solastniki zemlje, oziroma teritorija. To je počasi skozi stoletja je to potem zorelo do tega, da smo prišli do točke, ki danes rečemo demokracija, kjer volimo naše predstavnike, ki so na oblasti, zaradi tega, da v našem imenu, da namesto nas delajo delo. To je namen zdaj teh volitev. Vse dokler smo pa prišli do sem, so pa skozi upor, skozi to vrstno opozarjanje, gledajte, krši se nam pravica, se je potem pripeljalo do tega, da so se pozabili koncepti monarhij, sužnje lastništva recimo. In tako. Skratka, do tega danes. In to danes je pa vprašanje, ki je to, kar smo se prej pogovarjali, povezano z vprašanjem, pravzaprav, kako dojemamo v resnici še vlogo družbe in vlogo posameznika v tej družbi. Ali bomo šli v koncept izrazite individualiziranosti, ali bomo šli še vedno v koncept neke kolektivnosti in v tem smislu tudi povezane solidarnosti. Tako da vsakič znova, ko pride do neke spremembe v človekovih pravicah, je ta sprememba rezultat aktualnih družbenih stisk, pritiskov, revolucij. V končni fazi še enkrat, če se spomnimo po drugi svetovni vojni, sprejeta deklaracija kot podlaga, kot reakcija na kršitve, ki je hkrati omogočala potem takrat v tistem prvem obdobju tudi učinkovito sodne epiloge. Danes jih ni več. Kar pomeni, da nam vse to odpira vprašanje, kam bo situacija, ki se dogaja v realnem življenju in ki se izvaja preko političnih odločitev, kam bo peljala naprej. Zdi se, da ta pravno opredeljen dogovor o vsebinah tega, kaj so človekove pravice in kako se jih tudi sankcionira, ne pije več učinkovito, prepričljivo vode. Kaj se bo dogajalo naprej, je zdaj, bom rekla, ključni izziv, ključno vprašanje. Ker zdaj je verjetno že vprašanje, po eni strani imamo pravico do zdravstvenega varstva, po drugi strani je 140.000 ljudi v Sloveniji trenutno brez osebnega zdravnika. Tako. Kaj ima posameznik potem sploh možnost, da se obrne direktno na sodišče za človekove pravice, ampak to pomeni, da mora imeti odprt sodni postopek že v Sloveniji. Mu ostane sploh še kaj drugega? Točno to je. Na ta način imamo ta trenutek zaščiten človekove pravice. Dokler vse funkcionira, pa dokler si ok, rečeš, vse imamo, varstvo človekovih pravic. Ko imaš pa problem, ko imaš stisko, ti pa pravzaprav vsa ta pravna zagotovila ne pomagajo več.
In kaj nas rešuje zdaj? Rešuje nas človeška solidarnost, razumevanje. Ne? Če imaš srečo, da prideš do zdravnika, ki ugotovi, da si dobesedno življenjsko ogrožen, pa najde način, kako lahko postane tvoj osebni zdravnik v situaciji, ko ga nimaš, je to rešitev. Ne? Ampak verjemite mi, ne verjamem, da kdorkoli razmišlja o tem, ko se na ta način odloči, da se spomni tistega člena v ustavi ali pa v deklaraciji človekovih pravic. Ne? Tukaj je zgodba. Veste? Mi se bomo morali dejansko kot civilizacija zdajle resno preizprašati, kako hoditi naprej. In še nekaj bi na tej točki želela poudariti, ker še nisem, pa se mi zdi zelo pomembno. Vse to, kar se mi pogovarjamo o konceptu človekovih pravic danes, je plod prvenstveno zahodnih civilizacij. In prvenstveno tistih civilizacij, ki tudi versko gledano izhajajo iz religije, ki je recimo temu prevladujoče zahodno civilizacijska religija. Ne? Na drugi strani imate pa vzhodnjaške, se pravi te vzhodne sisteme in pa tudi ostale, ki niso neposredno zahodni sistemi, zahodno-civilizacijski sistemi, sisteme, ki praviloma svoje vrednotne postavke ne utemeljujejo na konceptu človekovih pravic, ne izhajajo iz tega, ampak izhajajo iz prvenstveno religijskih, svojih verskih konceptov in pravic, oziroma pravil, tako kot so definirane v njihovih verskih knjigah. Tako da tule se zdi, kot da smo zdaj prišli v nek konglomerat vsega tega različnega. In kaj bo rešitev, je absolutno težko napovedati. Je pa z lahkoto možno napovedati, da se bo nekaj bistvenega moralo zgoditi, ker je tale rešitev pa odnos do človekovih pravic, kot ga imamo zavedenega skozi pravno normo od druge svetovne vojne dalje, ne prepriča. Ja, najlepša hvala za vaša pojasnila. Za kaj več bomo pa vzeli knjigo v roke. Najlepša hvala tudi vam še enkrat za povabilo in vse dobro vam želim. Hvala lepa. Dragi gledalci, če bi pa radi mogoče takole še dobili občutek za to, kaj v knjigi zares piše, pa le skočite na spletno stran založbe Univerze na Primorskem, kjer lahko po prvih 14 straneh brskate kar prek spleta. Lep pozdrav do prihodnjič, se vidimo spet na Megafon TV.